Zakaj jaz že toliko let razmišljam podobno kot mnogi drugi, torej razni strokovnjaki, kot so psihiatri, psihologi, terapevti, da ti dve besedi nekako hodita z roko v roki. Na različnih predavanjih in izobraževanjih sem si pridobila globlji pomen teh dveh besed, vključno z lastno izkušnjo, zaradi katere sem se poglobila globoko vase, kakor tudi s pogovori ljudi, kateri so prav tako si izkusili čarobni svet odvisnosti. Da me ne bi kdo slučajno razumel, da s čarobnim svetom mislim kaj lepega. V svetu odvisnosti in travm ni nič lepega. Pika. To pa ne pomeni, da obsojam katerega koli odvisnika ali kogarkoli, ki je doživel travmo. Preziram pa vsakega zdravnika, psihologa, psihiatra, terapevta, ki se poda na to, da s temu pravim, božjo pot, zdraviti ali kakorkoli drugače pomagati odvisniku. Globoko v sebi pa ima tisti občutek obsojanja. Pa ne mislim zdaj, da nekdo pravi, si odvisnik, pa ne vem, karkoli. Ampak nekako imamo ljudje tisto globoko v sebi zakoreninjeno, odvisnik si, kaj pa si, kaj si ga pa zabluzal v življenju. In celo z napačnimi informacijami polni glavo še njegovim domačim prijateljem, znancem, neznancem, komurkoli. Bodite iskreni in povejte, na katerem faksu se pa uči to. Ali morda kdo nima prav zaradi neustrezne razlage, da se človek namreč sam odloči za odvisnost kriminalnih misli? Ne vem, jaz mislim, da je to samo napačno domnevanje in pa napačno obsojanje. Ti, ki me sedaj poslušaš, si se že kdaj srečala ali srečal s katerokoli, pa pazi, ker jih je zelo veliko, odvisnostjo v svojem življenju. Preden je kdorkoli prižgal prvi cigaret v svojem življenju, ne vem, če je kdo pomislil, kako bo čez 30 let ali več še vedno kadil, se dušil ob dimu, kašljal, bil tistemu cigaretu vsak dan sužen in si jih tekel kupiti, ker brez žal ne more biti. Nihče ni pomislil, ko je prvič poskusil alkohol, da se bo čez par let enega dne tako nalil, vsaj enkrat, da se bo med lulanjem držal za steno, se zibal in se mogoče tudi polulal po hlačah ali tiščal glavo v straniščno školjko, ker se mu vse vrti in se mu želodec obrača okrog. Ne vem, če si je kdo o poživanju in okušanju hrane ali sladic rekel, kako dobro, jaz bom pa čez par let debeli kot pujs. Ne vem za vas, vem pa zase, da na takšne stvari nisem nikdar pomislila. Ne lažem, enkrat sem. In sicer, ko sem enkrat vzela eno določeno drogo, sem se nekako znašla pred ogledalom, tega prizora ne vem nikoli v življenju pozabila, in se vprašala, res se želiš kdaj v življenju videti v takšnem stanju. Podrobnosti tukaj ne bom opisovala, naj ostane nekaj v knjigi, kjer opisujem svojo izkušnjo o drogah. No in enako se nihče ne odloči postati narkoman. Danes imamo vsi lahek in res hiter dostop do skoraj vseh informacij in lepo prosim, sočlovek, bodi človek in se informiraj.
ti dve temi vidim z roko v roki, ker odvisnost je nastala iz travme. Travma se pa je zgodila v času otroštva zaradi psihične ali pa fizične zlorabe. Tukaj nikogar ne obsojam, imam pa spet eno vprašanje. Kdo si je kot otrok želel biti fizično zlorabljen ali psihično? Isto je. Ali je mogoče že kdo slišal, da si kateri mali otrok mogoče želi biti spolno zlorabljen? Odvisnosti torej izhajajo iz otroštva, ker jih je povzročila ena sama travma ali več njih. In z odvisnostjo, predvsem imam sedaj pa tukaj v mislih narkomanijo, torej odvisnostjo z narkotiki, z drogami in razne druge substance, ki s pomočjo njih blažimo travme, bolečine in pa rane. Tako kot vsak odvisnik v svoji odvisnosti najde trenutek zadovoljstva, tako tudi narkomani najdejo svojo narkotično začasno zadovoljstvo, ker ima tisti občutek hrepenenja v sebi. A žal ne pomisli, da bo s tem trpel dolgoročne negativne posledice in da bo kljub negativnim posledicam še kar vztrajal v tem. Trenutek po hrepenenju, po tistem olajšanem trenutku ga bo premagal.